Oprimejo se nas, če se dotikamo listja, trave, podrasti ali mimogrede oplazimo rastlinje. So zelo majhni, hkrati pa zelo nevarni, saj sesajo kri in nas lahko okužijo z bakterijami ali virusi. To niso vampirji, ampak klopi. Ker z majhnim ugrizom povzročijo lajmsko boreliozo in druge bolezni, vam Jure svetuje, kako se zaščititi pred njimi. 13-letni Jure svoj prosti čas najraje preživi v gozdu. Pred odhodom se ustrezno zaščiti pred klopi. Ker nočem fasati borelije, sem se oblekel v svetla oblačila, oblekel si bom še gladka oblačila, da se ne bojo mogli prijemati. Potem se bom pa še našprical proti klopom, da jim bom smrdel. Klop se zadržuje na območjih listnatih gozdov na podrastju. Tukaj preži na človeka gostitelja, saj za svojo rast potrebuje človekovo kri. Klop je slepa, človeka zazna preko njegove toplote in gibanja. Ko se mu gostitelj približa, se ga klop oprime. Da lažje ugrizne, si na telesu poišče mesta, kjer je koža tanjša, na zadnji strani kolenskega sklepa, pod pazduho ali v dimljah. S posebno snovjo prepreči starevanje krvi in kožo omrtviči, nato začne sesati kri ali mecelično tekočino. Sem že imel 2 na vratu, ampak nič ne boli, kad te pičta. Boli samo takrat, ko si jih odstraniš. Klopa izvlečemo s pinceto, ki je ne vrtimo. Redko pa se zgodi, da je klop okužen s klopnim meningocefalitisom in lajmsko boreliozo. Človek bolezen dobi, če ga piči klop, ki je predtem pil kri okužene gozdne živali. Če imamo visoko temperaturo, se slabo počutimo, imamo glavobol ali na mesto vboda dobimo rdeče kolobarje, moramo takoj k zdravniku. Jure že ve, da se mora po vsakem gibanju v naravi temeljito pregledati na kritičnih mestih in se preobleči. Zaradi klopov se dogodivščinam v naravi Jure ne bo odrekel, raje se bo ustrezno zaščitil in po sprehodu tudi vedno pregledal.